Lep pozdrav, tema stimulacija. Ravno kar sem prebral en zelo zanimiv blog na temo stimulacije in kako smo ljudje odvisni od stimulacije. Bom dal link spodaj pod video, tako da boste lahko si sami prebrali. Govori pa, kot sem že povedal, o tem, kako smo ljudje v bistvu odvisni od stimulacije, zato da se premaknemo in da nekaj naredimo. Kadar te stimulacije nimamo več, potem se nam zdi, da da se nam ne da nečesa narediti. In kaj v bistvu je za nas stimulacija? Večinoma so to neki občutki, neki pozitivni občutki, se pravi neke energije, ki jih občutimo v telesu noter in v bistvu sploh ne razumemo, od kje prihajajo točno, ker to nismo nikoli raziskovali. In potem, ker jih nekatere definiramo pozitivno, kot recimo neko željo, neko poželjenje, potem verjamemo, da je to stimulacija in da moramo nekaj narediti zato, ker imamo občutek dober, da moramo to narediti. Ko pa imamo nek slab občutek oziroma ko nimamo več stimulacije, potem pa se nam enostavno ne da, ne ljubi se nam, se nam zdi brez veze in tako naprej. In to v bistvu sam kaže na to, kakšni roboti smo ljudje in kako dejansko nimamo samo direkcije, zato ker pustimo, da nas vodi in usmerja nekaj, kar ne izhaja iz nas samih, ampak je to neka energija, nek občutek, ki mu pustimo, da nas vodi namesto nas. In to je velik problem, zato ker se večina ljudi, velika večina ljudi, če ne kar vsi, tako ravnamo, kar pomeni, da se ne ravnamo po zdravi pameti, po tem, kar je najboljše za vse, ne ravnamo se objektivno, ampak se ravnamo čustveno. In se pravi samo po neki stimulaciji. In to se odraža v sistemu na vseh pogledih. V vseh pogledih. Recimo, en primer, šport, neko tekmovanje. Ljudje so stimulirani, da grejo gledati nek šport, zato ker je tam njihova ekipa, ki so jo določili kot več vredno, in zato ker in se pravi so stimulirani oboževalci neke ekipe, da grejo za njih navijati, zato ker imajo zraven dober občutek, ker imajo zraven neke občutke, ki so jih definirali kot pozitivne in dovolj stimulativne, zato da grejo tja. Če pa igra recimo kar neka tretja ekipa, ki jo sploh ne poznajo, pa ne bojo šli tekme gledati, zato ker nimajo pozitivnih občutkov, nimajo stimulacije v obliki energije in občutkov, da bi šli na tekmo, recimo en banalen primer. In zakaj je to problem? Problem je zato, ker ljudje nismo samo direktivni in potem pustimo, da se vse te zlorabe dogajajo in pustimo, da ne obravnavamo vseh ljudi enakovredno in da ne naredimo takega sistema, ki bi vse obravnaval enakovredno in bi vsem zagotovil dostojno življenje. Zakaj ne delujemo v to smer? Zato, ker nismo za to stimulirani. Upam, da se zdaj vidi problem. Zato moramo mi te občutke, ki nas stimulirajo, odstraniti samo odpuščanjem, samo iskrenostjo, s pisanjem, da sploh dojamemo, na kak način si skozi lastne misli sami ustvarjamo te občutke, to stimulacijo v bistvu, ker problem je v tem, da če ne vemo, kako sploh naredimo si v telesu te občutke, potem nismo samo direktivni. Ker nekdo bi lahko rekel, ja, vse če si sam delam te občutke, potem si sam stimuliram, potem sem samo direktiven. Ja, ampak nisi, ne? Zato, ker delaš stvari oziroma delamo stvari, tiste stvari, za katere smo pozitivno stimulirani, ne delamo pa tistih, za katere smo negativno stimulirani. Ne? In to je polarnost. In se enih izogibamo, čeprav so najboljše za vse. Recimo, najboljše za vse je, da jaz ne kadim, ali pa da jaz ne pijem alkohola, ali pa da jaz ne gledam najprej samo na lastno korist, šele na to, pa na kogarkoli drugega. In če tako razmišljam, potem
nimam nikjer svobodne izbire, zato ker vedno se ravnam po lastnih občutkih, po neki stimulaciji notranji, v obliki energije in občutkov, za katero sploh ne vem, kako jo ustvarjam in zakaj je v meni. Če jaz ne vem, zakaj sem v nekem momentu stimuliran za nekaj, v drugem pa ne, potem je to problem. Potem sem robot, ki ne vem, kaj delam, samo delam, kar mi narekuje stimulacije. Zato smo ljudje roboti. Moramo prenehati biti roboti in se dejansko začeti usmerjati samodirektivno, brez stimulacije energetske, ampak samodirektivno se usmerjati tako, da preoblikujemo sistem, da bo najboljši za vse. Da bomo lahko vsi živeli dostojno v sistemu. In zakaj se zdaj to ne dogaja? Je zato, ker ljudje nismo stimulirani za to. Ker nimamo občutkov pozitivnih ob tem, ko sebe spreminjamo zato, da bi izboljšali sistem. Zato jih večina kar, zato pa nisem stimuliran. Ne da se mi. Sej univerzalni temeljni dohodek, ono to tretje, vsi bi mogli živeti tako, da bi se obravnavali enakovredno, ampak meni se ne da, ker nisem za to stimuliran. Raj gledam televizijo. Televizija me zelo stimulira. In tako naprej. Če karikiram, malo absurdno zdaj to, kar se v resnici dogaja v nas, ljudeh. Ok, priporočam vam, da si ta blog preberete, sicer je v angleščini, ampak mislim, da bo šlo, če kdo res želi, pa ne razume, me lahko mene kontaktira, pa se bom jaz z njim v slovenščini pomenil o tem, kaj piše v blogu. Ampak spet, če čakate na neko notranjo čustveno stimulacijo, da boste prebrali ta blog, na nek občutek, ki vam bo rekel, bi bilo fajn prebrati ta blog, potem verjetno tega občutka ne bo. Pa tudi, če bo, to ne bo neka akcija, ki jo boste naredili samodirektivno, ampak bo to neka robotska akcija, ki se bo zgodila samodejno. Vi boste sami se premaknili v smeri, ki vam jo narekuje neka energija notranja, nek občutek, za katerega sploh ne veste, kako je nastal, zakaj je tam, kako ga odstraniti in kako biti samodirektivni. Torej, priporočam, da si preberete ta blog in malo razmislite o teh stvareh in potem se lahko mogoče kaj pomenimo, kaj podebatiramo in tako naprej. Hvala lepa.